Gospod profesor, imel bi eno vprašanje, pa eno ponudbo za vas. Vprašanje bi bilo, kaj pomeni slogan oziroma to, kar nas medijo poseljujejo, da bo prestrukturiranje tisto, ki bo preneslo rešitev. Ja, če bi jaz vedel... V pravopisni slovar te besede ni. Je struktura, poznamo latinsko, to je eno, ali to prestrukturiraš konkretno kmeta, delavca, gospodinjo, šolo, šolnika, učitelja in tako naprej. To bi bilo eno vprašanje, drugo bi bila pa ponudba. Če bi vi postal župan občine Šentjur, kaj bi prestrukturiral? Na to prvo vprašanje, jaz imam sam težave, ki začnejo govoriti o prestrukturiranju. Enostavno ne vem, kaj to je. Mislim, dobro, lahko mečemo, zdaj se je prestrukturiralo gospodarstvo, pa včasih je bilo 40% kmetijstva, pa tako naprej. Ampak kaj pa zdaj mislijo s strukturnimi reformami, pa jaz ne vem povedati. Zdi se mi, da je to precej prazna fraza. Kaj bi pa v občini tule naredil Šentjur, pa ne vem, najprej moral še izvoljen biti. Kaj bi moral biti? Izvoljen. Kaj bi naredil? Veste kaj, še v kaj ne verjamem. Ne verjamem v tuje svetovalce. Zakaj ne? Tako da, jaz mislim, da morajo domači ljudje vedeti, kako se stvari razrešijo. Pa zdaj govorim na državni ravni. Mene so potem v 90-ih v različne države vabili, da bi šel za nekega svetovalca, pa sem zmeri odklonil. Sem šel pogledati, pa sem zmeri odklonil. Zelo enostavnega razloga. Ti svetovalci grejo živeti v najboljši hotel Holiday Inn, je običajno to, in potem z tistega Holiday Inna nekaj pripovedujejo ljudem. Pripoveduješ pa lahko samo tisto, kar se je naučil od učbenikov. Drugega ne moreš podvati. Če hočeš kaj moraš narediti, moraš biti od tam doma, moraš vedeti, kako se ljudje obnašajo v posamezni deželi, ker se v vsaki deželi obnašajo malo drugače. In jaz sem imel sam slabe izkušnje, ker ko so hodili ti ameriški svetovalci, pa evropskih pravzaprav ni bilo 90. leta. Ti ameriški svetovalci so vse države na vzhodu jemali kot enake. Mongolija pa Slovenija, recepti so enaki. Mislim, enostavno niso razlikovali. Osnovna ideja, ok, trg naredite, komuniste stran spravite, pa bodo vsi problemi rešeni. Tako da se meni zdel, da je zelo neodgovorno biti, svetovati, kaj naj nekdo naredi, če za tisto nič ne odgovarjaš in če tam ne živiš. Potem se pa pač vrneš nazaj, stvar se je posrečila ali ne posrečila, tako da mi ne gre. Zadnjič, ko sem to rekel, mi je nekdo ravno rekel, ja, v Indiji se je po 14 dneh nekdo iz Holiday Inna odpeljal na deželo. In je tam srečal pastirja, ki je pasil ovce in je rekel, no, a mi daš eno ovco, če ugotovim, koliko je tvojih ovc? Pa je on rekel, ja, dam eno ovco. Je rekel 57, je ta pač rekel, več ali manj. No prav, potem pastir, no, a mi daste, a boste dali ovco nazaj, če jaz povem, kdo ste vi? Ja, je rekel, bom dal. Ja, je rekel, vi ste svetovalci Svetovne banke, zakaj, ja, kako pa to veste? Prav, ja, ker nič ne veste, prišli ste sem, nihče vas ni povabil, tu mi nekaj prepovedujete, ker že jaz sam vem, prav poleg tega pa ne ločite psa od ovce.